tokratnem top 5 pa pol imam za vas 7 zavrnjenih filmov. Dajmo začeti s številko 7. Prvi zavrnjeni film je delo stranke SD, imenuje pa se Punčka za fajon dolarjev. Film je zgodba o tem, kako je Tanja Fajon začela boksati, da bi v državnem zboru lahko tekmovala z Dejanom Zavcem. Na koncu pa ne samo, da izgubi svoj poslanski stolček, ampak nanj pade in se polomi. Film številka 6 je avtobiografski projekt Boruta Pahorja z naslovom Prezident Uraš, v katerem gospod Pahor opisuje svoje 10-letno predsedovanje. Ko smo ga vprašali, če je film narejen po resničnih dogodkih, pa je odgovoril, da hoče priti na slovenske zaslone in ne v slovenske zapore. Naslednja dva filma je naredil Jonas Žnidaršič, in sicer prvega Indiana Jonas, v katerem raziskuje starodavne ruševine, ki so njegova voditeljska kariera. In pa druga Žni Daredevil, v katerem Jonas sicer oslepi, ampak z močjo ojačanih čutov in refleksov nekako postane povprečen igralec. Naslednji film je priredba slovenskega filma Na svoji zemlji, naredil pa je Elon Musk, zdaj se imenuje Na svojem Marsu. Film se ne dogaja več med drugo svetovno vojno, ampak med prvo marsovsko, kjer se Slovenci ne borijo proti italijanski okupaciji, ampak vesoljski invaziji. Nadaljujemo s filmom številka 2, ki je delo Levice, nosi pa naslov Let nad Lukavičjim gnezdom. Film je zgodba o Luku Mescu, ki zapusti politiko in pristane v umobolnici. Na koncu pa se izkaže, da je tam namenoma, da bi dobil zastonj medicinsko marihuano. Naš film številka 1 pa je najbolj zavrnjeni film nocoj, delo Gibanja Svoboda, imenuje pa se Golobji zajtrk. To je film... Čakaj, da povem sinopsis. To je film, v katerem nedolžno dekle nekega jutra izve vse o ptičjih proteinih. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.